Evropa zdaj prepoveduje filme. Ja, prav tako kot v nacistični Nemčiji. Nemčija se je odločila, da filma, katerega napovednik vam bom zdaj pokazala, nemški državljani ne smejo videti, ker bi lahko spodbujal nasilje. Za razliko od vseh drugih nasilnih filmov ima ta tudi nekaj političnega sporočila. Pa poglejmo, če ga boste lahko ugotovili, še preden si sploh ogledamo napovednik. Resnica je ta. Vsi ste izkoriščeni. Pa še kako. Državljan, ki jemlje pravico v svoje roke, izvaja svojo obliko pravice, za katero nekateri menijo, da je oblasti niso zagotovile, saj cilja tako na kriminalce, kot na tiste na oblasti, ki so obtoženi, da dopuščajo razmah kriminala brez nadzora. O meni je bilo veliko povedanega, zato sem mislil, da bi morali slišati neposredno od mene. Tukaj sem, da vam pomagam ponovno prevzeti nadzor. Država, sodišča, policija. Torej mislite, da so vas razočarali, pa vas niso. Ne, obstajajo samo zato, da vas nadzorujejo. Ali želite pravico? Zdaj se morate vprašati, kaj bi nemška država sploh čutila potrebo, da to prepove, če to ni res. Vsi ste že videli milijon akcijskih filmov s takšnimi zapleti, ki grejo proti vladam, pa jih nikoli ne prepovejo. Torej, kaj je pri tem točno določenem filmu, da nočejo, da ga vidite? Samo počakajte. Da. Pridobimo nekaj sveže krvi. Hodeš po ulici in te zabodejo ali uropajo. On je pravi junak. Potrebujemo več takih fantov. Kaj pa naredi tvoja država? Nič. Naš trenutni sistem ne uspeva zaščititi naših državljanov. On je res ta pravi. Igra se z nami. Kaj pa, če je bilo vse, kar so te kdaj učili, popolna neumnost? Lahko spremenimo zgodovino. Citizen Vigilante. Zgodba, ki jo prepovedujejo, ker se bojijo, da bo spodbudila nasilje proti migrantom. Vendar Ani in producent trdita, da nista načista. V redu, kaj se dogaja? To je film o moškem, ki ugotovi, da ga država ne bo zaščitila, niti njegove države, pred nasiljem, ki se dogaja. Nasiljem, ki ga lahko večina izmed nas potrdi. In zato se odloči, da bo stvari vzel v svoje roke. Seveda, to ni resnična zgodba. Težava pri tem je, da se zdi neverjetno in srhljivo podobno nečemu, kar si vsi nekako želimo, da bi se lahko zgodilo v naših lastnih državah. Seveda nismo za ljudi, ki jemljejo pravico v svoje roke, ki so na kakršenkoli način nasilni. Vendar pa je ideja, da nam morda ne bi bilo treba začeti vračati udarcev zoper zle sile, ki dovoljujejo, da se to nasilje širi v naših lastnih mestih. Je nekaj, česar se nemška vlada tako neverjetno boji, da želi prepovedati ta film. Preberimo si o tem. Torej, akcijski thriller Citizen Vigilante igra Armie Hammer. Za tiste, ki ga ne poznate, je sam po sebi zelo kontroverzna osebnost. Zato je lahko prevzel to vlogo. In v Nemčiji je bil prepovedan zaradi izjemnega nasilja in domnevnega protimigrantskega sporočila, pravi režiser Bull. Film, ki ga oglašujejo kot sodobno različico filma Smrtonosna želja, bo v ZDA izšel v petek pri založbi Quiver. Sistem ocenjevanja nam v Nemčiji ni hotel dodeliti ocene, zato si ga zdaj lahko ogledate le, če ga prinesete na Blu-rayu iz Avstrije ali Švice, je Bull povedal za Daily Telegraph. Ampak mislim, da so to naredili namenoma. To je bila namerna odločitev o cenzuri. Najela sem odvetnika, da bi se pritožila, vendar smo izgubili 6-2, saj so mi povedali, da film spodbuja nasilje proti migrantom. Povejte mi, koliko akcijskih filmov ste že videli? Koliko filmov ste videli, ki nasplošno spodbujajo nasilje proti različnim skupinam prebivalstva, proti različnim vrstam ljudi? Verjetno ste videli celo vrsto filmov, ki napadajo zlobnega, belega moškega, moškega z denarjem, moškega, ki ima korporacijo. In ti filmi niso nikoli prepovedani, ker razumemo, da so to filmi in da so tam zato, da ponudijo akcijo. Toda prav tukaj, ko se zgodba zdi skoraj tako resnična, namesto da bi Nemčija rekla, veste kaj, ne bi smeli spodbujati pripovedi o samooklicanih pravičnikih, ampak če je potem tako veliko povpraševanje in nas je tega tako strah, potem je morda ta samooklicani pravičnik na nečem. Ne, namesto tega verjamejo v cenzuro. Variety se je za komentar obrnil na nemško ocenjevalno komisijo EFFSK.
Citizen Vigilante, ki se začne z materjo, ki jo pred sinom zabodejo kriminalci, prikazuje Hammerja kot Sandersa, običajnega moškega, ki ga razpad pravnega reda tako razjezi, da se odloči vzeti pravico v svoje roke in kaznovati kriminalce ter pokvarjene uradnike, ki jih ščitijo. Njegove tarče so večinoma, a ne izključno, migranti. Nato nadaljujejo z razpravo o tem, da je Hammer problematična oseba. Ko je govoril o odločitvi, da v glavni vlogi nastopi Armie Hammer, ki se je leta 2021 soočil z več obtožbami spolne zlorabe, je bolj povedal, da je bila odločitev sprejeta zato, ker je odličen igralec, pa tudi zato, ker je bil javno odpisan in si je želel delati. Poleg tega pa ni bilo nobene obtožnice ali tožbe. Bil je le fant, ki je bil slaven in je rad ušpičil kakšno neumnost. Je postaven, karizmatičen moški, ki bi lahko bil James Bond. Pravzaprav je bil popoln za to vlogo. Poglejmo, kaj ima za povedati bolj. Že dolgo sem, veste, oboževalka vaših filmov. Far Cry je bil eden najljubših filmov mojega brata, ko sva odraščala. Ne vem niti, kolikokrat sva ga skupaj gledala. Ampak imate nov film, ki je izšel, Citizen Vigilante. Novica zdaj je, da je bil prepovedan v Nemčiji. Ali nam lahko poveste malo več o tem, kakšna naj bi bila sporna vsebina? Ja, mislim, film prikazuje Armija Hammerja, ki v bistvu živi na Hrvaškem kot nekakšen bogat poslovnež in v bistvu popravlja krivice in postane junak družbenih omrežij. In mimogrede, to je spet osnova za veliko filmov, ki ste jih že videli. Je nek tip, vidi, da nekaj ni prav, se odloči boriti za to. Spider-Man, mislim, Superman. Zdaj, Spider-Man ni prepovedan v Nemčiji, ker uči srednješolce, naj gredo ven in poskušajo rešiti svet. Ne. Ampak ta film pa je. Ena od stvari, ki jih počne, je, da gre nad skupinske posiljevalce, kot so ljudje oni. Skupinsko so posilili dekle, 15-letno dekle, in vprašal je dekle, ali meni, da je dobila kakršnokoli obliko pravice. In rekla je ne, ker je resnica, da veliko skupinskih posilstev, ki jih v Evropi izvajajo migranti, mladi migranti, dejansko niso zares kazensko preganjani. To je res. Mimogrede, nisem za poveličevanje Hollywooda. Mislim, da imajo filmi pogosto zelo nevarna sporočila. In to mi ni všeč in tega ne cenim. Ampak verjamem, da če ima zgodba sporočilo, bi morali imeti ljudje pravico, da ga slišijo in vidijo, ter se sami odločijo. Zgodba o mladih dekletih, ki niso dočakala pravice za grozne stvari, ki se jim dogajajo, je prav takšna zgodba, kot bi jo želeli videti v hollywoodskem filmu. Ne vem, če je bolj iz Hollywooda, ampak ideja je enaka. Želiš slišati zgodbe o tem, kaj se dogaja. In tudi, če je izmišljeno, smo vsi že gledali izmišljene filme. Smešno je, da to prepovedujejo, vendar je za to samo en in edini razlog. Širi pripoved, ki se vlada boji. Da bi ljudje morda morali začeti ukrepati sami in ne zaupati državi, ker je država del problema. To je zadnja stvar, ki si jo želijo. Ne želijo anarhije. Tako so pripravljeni prepovedati že samo to, da bi kdo dobil tako idejo v glavo. Na njihovo nesrečo pa velja, da bolj kot nekaj prepoveduješ, bolj ljudje to iščejo. Ljudje se izognejo odgovornosti. In pred 3 leti je bil primer v Hamburgu, v Nemčiji, kjer 12 mladih migrantov sploh ni šlo v zapor, so svobodni in živijo v istem mestu kot mlado dekle, ki so jo posilili. To je ogabno in to je zavržno. In to je zgodba, ki jo je treba povedati. Prave zgodbe so razlog za filme. Ne gre samo za fikcijo. Gre za to, da lahko izvemo več o stvareh, ki se dogajajo v svetu, do katerih sicer ne bi imeli dostopa. Ironija te prepovedi je spet v tem, da filma Citizen Vigilante sploh ne bi nikoli gledala. Verjetno zanj sploh ne bi slišala. Ampak zdaj, ko poskušajo to ustaviti, ker jih je strah retorike, ki bi jo lahko ustvaril, je to zame nekaj, kar si želimo gledati. In stavim, da se veliko izmed vas počuti enako. To je plakat. Če film Nila Berga tako zadene bistvo, da ga je morala Nemčija prepovedati, potem verjetno dela nekaj prav. Zgodba govori o Američanu v Evropi, ki se bori proti pomembni epidemiji migrantskih posilstev, ker so evropski voditelji izdali in razočarali svoje ljudi. Očitno je to leta 2026 prepovedano. Ani Hama. Iskreno, šokantno je, da to prepovedujejo. So to vrednote, ki jih učite svoje otroke? Učim ga vrednot iz Korana in teh vrednot iz naše družine. Opravičujem se, da smo to storili. Mislili smo, da si tega želite. Mislili ste, da si je želela, da jo zgrabite, povlečete v grm in da je del zabave.
Mislili ste, da si je želela, da ji pokrijete usta z roko, medtem ko so se vaši 7 prijateljev izmenjevali pri posilstvu. Morala je prilesti iz tistih grmov po vseh 4. In zdaj vsak dan živi v strahu, kaj bi lahko storili vi in vaši prijatelji, odkar ste bili oproščeni. Mimogrede, vaš odvetnik je opravil zelo dobro delo, ko jih je predstavil kot žrtve. Kaj je bilo to? Travmatična integracija. Zdaj res dobivamo psihološko pomoč in podporo. V prihodnosti bomo boljši, to obljubim. To je pravi odgovor. Edina težava je, da na tvojih družbenih omrežjih od dogodka naprej nisem videl nobenega obžalovanja. Ali empatije. Pravzaprav mislim, da si rekel, da si je zaslužila biti posiljena. Mislim to, da se oblačijo neprimerno in s svojimi mini krili samo vzburjajo fante. Kažejo svoje noge in prsi. Napisal si, da si je to zaslužila. To bom izbrisala. So to vrednote, ki jih učiš svoje otroke? Učim ga vrednot iz Korana in teh vrednot iz naše družine. Če so to tvoje vrednote, da si ženske v Ameriki in Evropi zaradi oblačil zaslužijo posilstvo, zakaj si potem prišel sem? Veš, da imamo v naši državi državljansko vojno in da je življenje nevarno. Zato smo tukaj. In mislim, da to veš. Veš, kaj mislim? Mislim, da iz tvoje države niso odšli dobri. Mislim, da so odšli slabi. In mislim, da si s seboj prinesel svoj zastareli vrednostni sistem. Kaj za vraga se je zgodilo? Kaj je narobe? Nažalost so filmi, ki se dejansko lotevajo res zapletenih tem, neprijetni za gledanje. In čeprav mi ni bilo všeč, da sem to gledala in vem, da je bilo lažno, je bil celoten dialog na začetku tega posnetka neverjetno pomemben. In dialog, ki mu moramo biti vsi priča, se ga zavedati, o njem razmišljati in ga razumeti. Ker tudi, če nam je zaradi tega neprijetno, je to resnica tega, kar trenutno vidimo. In zato je Nemčija prepovedala ta film, ker se bojijo, da bodo ljudje spoznali, kako slaba je situacija in da bodo začutili potrebo, da stvari vzamejo v svoje roke. In čeprav še enkrat ne verjamemo v to, da bi ljudje stvari jemali v svoje roke in ne verjamemo v nasilje na noben način, pa verjamemo v ljudi. Razumevanje obsega tega, kar se dogaja. In razumevanje, da ko govorite o ideji remigracije ali odstranitvi ljudi, ki tako ravnajo z našimi državljani, morda sočutje ni prava pot. Je nasilje odgovor? Ne. Ampak ali je sočutje odgovor? Definitivno ne. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.